Komuna Beltinci kot javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. ima med svojimi številnimi dejavnostmi, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vzdrževanje in urejanje javnih površin, tudi pregled in vzdrževanje cest, v sklop katerega sodi zimska služba. Z njo omogočajo in zagotavljajo prevoznost cest in javnih površin ter varen promet v času zimskih razmer. Kljub nadpovprečno topli jeseni se pristojni pripravljajo na začetek izvajanja zimske službe. Več pa Dejan Klemenčič, direktor Komune Beltinci. V okviru rednega vzdrževanja vključujemo tudi tako zvano zimsko službo. Zimska služba oziroma obdobje, v katerem intenzivno spremljamo zimske pojave, so od 15. novembra do 15. marca. V tem času imamo tudi organizirano stalno dežurno službo, se pravi, dežurni delavec spremlja vremensko napoved in se potem glede na vremensko napoved odziva. Hkrati pa seveda ne pomeni, da slonimo samo na numeričnih podatkih, tudi po potrebi opravljamo obhode, tako da vidimo, kakšne so razmere na cestah. Načeloma upravljamo z nekaj čez 23 km lokalnih cest in pa bistveno več javnih poti. Javne poti so pravzaprav vse ulice po vaseh, po naselju Beltinci in pa potem pločniki, avtobusna postajališča, zdravstvena postaja, šola in pa vrtci. Se pravi, naš odzivni čas je, se pravi, za lokalne ceste, da zagotavljamo prevoznost med 5 in 22 uro, za ostale pač v razmiku 2 uri manj, ampak glede na to, da smo relativno nižinski in da imamo zadosti kapacitet, probamo pravzaprav to prevoznost zagotoviti načeloma zmeraj tam okoli 5 ure, se pravi, predvsem za pločnike, vrtce in pa šole in pa lokalne ceste. Je pa res, da kadar pride do takšnih pojavov, vsi želimo imeti vse takoj in vse v svoji bližini. Tega žal ne moramo zagotavljati zaradi omejenih resursov, zagotavljamo pa to zimsko službo z 6 traktorji in 6 valčnimi posipaji, se pravi, 6 plužnimi skupinami in naš odzivni čas oziroma ponovitveni čas na isti lokaciji je ciljno okoli 120 minut, to pomeni, da se lahko vsake 2 uri pojavimo na isti lokaciji. Potem z manjšo mehanizacijo pa vzdržujemo pločnike, avtobusna postajališča in te površine vzdržujemo praviloma z preventivnimi mokrimi posipi. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu mešanico soli in vode, nekje v razmerju 280 proti 1000 težno, zmešamo sol in v bistvu to slavno vodo nanesemo na površino, na pločnik in v tem vremenskih pojavih pač pride do tega, da tudi če pride vmes do usušitve, slani del ostane sprijet za podlago in takrat, kada pride ponovno do vlažnih razmer, se v bistvu aktivira in pa prične svoj proces. Ta proces pa je taljenje ledu oziroma snega. Zdaj do minus 18 so v bistvu te standardni posipi in pa slanica učinkovite. Potem v primeru, da bi bile razmere bolj zahtevne, pa potem razpolagamo še z magnezijem, bodi se v suhem nanosu, bodi se v mokrem. Je pa res, da je magnezij bistveno lažji in ga je zelo težko nanasati v ekstremnih razmerah, ker praviloma takšne pojave spremlja tudi veter in ga odnaša, tako da je v bistvu magnezijeva raztopina potem neka alternativa v res ekstremnih razmerah. Kako je na tržišču s soljo in posipnim materialom? Poskrbijo dobavitelji za pravočasno dobavo? Mi pravzaprav razpolagamo z lastnimi zalogami za 4 do 5 dni, to je okoli 100 ton posipnih materialov in pa več ton soli za pripravo slanice. Je pa res, da so vsaj zaenkrat dobavne verige odzivne. Zdaj mi pravzaprav upravljamo z temi skladišči in s temi zalogami. Sol nam zagotavlja naš naročnik, se pravi občina Beltinci, ampak je v bistvu naročilo oddano, tako da dobavitelj zagotovljeni bi tudi v vseh ostalih razmerah lahko zagotavljali to prevoznost. Za uspešno izvajanje zimske službe je potrebno dobro poznati mehanizme in pogoje nastajanja zimskih padavin in drugih zimskih pojavov, tehnične elemente prometne infrastrukture, vrsto in zmogljivost zimske mehanizacije in materijale za preprečevanje poledice, taljenje snega in ledu. Kakšne pa so napovedi za prihajajočo zimo? Nam bo spet, kot že nekaj zadnjih let, postregla več z deževnimi padavinami in z manj snega? Obstajajo neke modele, ki pa
so ali pa niso zmeraj uresničljivi. Naš namen ali pa naš pristop je, da to spremljamo v realnih okoliščinah in da se probamo odzivati tudi v realnem času. Zdaj, zadnje zime so sicer bile skope z snegom, so pa bile temperaturna nihanja, predvsem okoli nad in pod ničlo, kar pogosta in se v bistvu kar izvajala ta zimska služba. Zdaj, kar pomeni tudi, ko enkrat mi v bistvu predvsem objekte začnemo z soljenjem, prihaja do tako zvane kondenzacije teh objektov in predvsem objekti so po prvem soljenju potrebne zelo pozorne spremljave skozi celotno trajanje zimske sezone oziroma skozi celotno nihanje, da v bistvu ne pride do posameznih območij, ki bi bila za udeležence prometno nevarna. Pomen informiranja delavcev, izvajalcev zimske službe ter dobro načrtovanje predhodnih aktivnosti sta ključnega pomena za uspešnost izvajanja del. Ne samo ustrezna mehanizacija in oprema, ustrezno mora biti organizirano in usposobljeno osebje. Z tega vidika se v Komuni Beltinci tudi primerno pripravijo na prihajajoče zimske naloge, pojasnjuje Dejan Klemenčič. Mi pravzaprav na začetku vsake zimske sezone, se pravi pred 15. oziroma okoli 15. novembra, izvedemo tako znano suho vajo z ponovitvijo osnovnih elementov vzdrževanja oziroma pravil zimske službe. Se pravi, v ta namen pripravimo izvedbeni program zimske službe za sezono, letos je to 25-26, ker povzamemo glavne odseke, povzamemo posipne materijale in pa pripravo teh posipnih materijalov in pa v bistvu plužne enote oziroma razpoložljivo tehniko razporedimo po območjih, tako da je praviloma ob običajnih razmerah zmeraj isti operater in pa isti stroj na istem mestu. Zakaj je to pomembno? Pomembno je predvsem zato, da se tudi na terenu potem seznanja oziroma obvlada specifike. Se pravi, mi imamo na eni strani opravka z tem, da je potrebno zagotoviti prevoznost, na drugi strani imamo tudi razne cestne priključke, eni so malenkost dvignjeni, drugi so malenkost sproščeni. Predvsem pri dvignjenih je težava pri pluženju. Zakaj? Zato, ker mi v bistvu tehnologija pluženja poteka tako, da vsaj 25 cm pluga stoji izven vozišča in kadar prideš na oviro, ki je izven nivoja vozišča, prihaja do težav. Zapravo te specifike mora operater na terenu tudi dobro poznati, sicer prihaja na eni strani do poškodb tako mehanizacije kot tudi teh objektov v naravi. Zimska služba se nenehno izpopolnjuje, predvsem spremljanje vremena in napoved le-tega s pomočjo aparatur, kljub temu pa je še vedno potrebno ali celo nujno spremljati dogajanje na terenu z osebjem in dežurno službo. Več o tem v praksi Gregor Rengeo, operativni vodja Komuna Beltinci. Mi spremljamo čez dan vremenske razmere. Imamo vzpostavljeno tudi dežurno službo, katera je pač v noči razdeljena več delov in v noči nas je vedno po ena oseba dežurna čez noč. Spremljamo tako, da spremljamo vremenske razmere ali pa gremo na teren. Se pravi, obhodne ceste preglednik ali pa operativec pregleda okrog, pogleda razmere na cestah in potem se aktivira zaposlene. Mi moramo zagotoviti prevoznost cest do 5 ure zjutraj. Se pravi, to so lokalne ceste. To je prva kategorija, so lokalne ceste, moramo zagotoviti, potem pa gremo na lokalne poti, pločnike in potem še po vaseh. Današnja sodobna tehnologija pomaga in omogoča izvajalcem zimske službe predvidevanje glede snežnih padavin in nizkih temperatur. Spremljamo preko interneta večino, več ali manj spremljamo prek teh vremenskih postaj. Smo povezani tudi z raznimi podizvajalci oziroma izvajalci drugih zimskih služb, kot je cestno podjetje, DARS itd. Vse javne objekte in ustanove imamo tudi v upravljanju, se pravi, da vzdržujemo, da zagotovimo, da ni poledice, stopnice, da pazimo pač za normalno prihod v šolo otrok in zaposlenih. Iz številnih razlogov je področje zimskega vzdrževanja cest najpomembnejša in tudi najzahtevnejša dejavnost na področju vzdrževanja prometne infrastrukture. Pogojeno pa je s vplivi nepredvidljivih vremenskih razmer, zmrzovanje, dolgotrajne in obilne snežne padavine.
Nepravilno in nepravočasno ukrepanje pooblaščenih služb lahko v zimskem času povzroči veliko nevšečnosti, še zlasti pa negodovanje občanov, zato ima v skladu z določili Komuna Beltinci organizirano kakovostno službo za zimsko vzdrževanje prometne infrastrukture. V širšem smislu je pomen zimske službe tudi v zagotavljanju delovanja ustanov, kot so varstveno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, upravne in druge ustanove oziroma dostopnost do njih in zagotavljanje dostopnosti intervencijskih služb, kot so reševalci, gasilci, policija, do vseh lokacij bivalnega in delovnega okolja.